Dobrodošli v nov delov podcast Moč gospodarstva. Sem Borut Tavčar, danes pa se bova z doktorico Ano Frelih Larsen pogovarjala o ekološkem kmetijstvu in kakšne so možnosti v Sloveniji, da se s tem pravzaprav prehranimo. Dobrodošli. Hvala in za povabilo. greva kar. Kot sva se pogovarjala, ste že skozi v zdravi zemlji, se borite za zdravo zemljo, pravzaprav tudi ukvarjali ste se spravljanjem ogljika v zemljo. Skratka, koliko imamo mi v Sloveniji ekološkega kmetijstva, ki se pravzaprav nekako ukvarja s tem in izpolnjuje te zahteve, in ali se da to še povečati? Hvala najprej za povabilo. Ja, res, prav imate, že kar 15-20 let se ukvarjam s področjem agroekologije, ki ima posledično potem tudi vpliv na zdravje tal. In ekološko kmetijstvo je eno tistih modelov razvoja kmetijstva, ki ima tudi zelo veliko koristi družbenih in okoljskih. In zdaj, kje smo z ekološkim kmetijstvom v Sloveniji? Trenutno smo, če pogledamo na površine, nekje na 11-12% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Če pogledamo število kmetijskih gospodarstev, smo tam nekje na 8% kmetij je vključenih v ekološko kontrolo, s tem, da je pa zelo spodbudno, da je v tej starostni skupini 30 do 39 pa to število dvojno. 15% kmetij v tej mlajši starostni skupini je v ekološkem, kar nakazuje tudi na en potencial razvoja, pa pač interes strani mladih. To je odlična novica pravzaprav, ker se mi zdi, da kmetijstvo mladih, klasično kmetijstvo mladih ne zanima. Očitno je to ena tržna niša tudi za njih, se vidijo. Tržna niša, en tak razvojni model, pri katerega vidijo, da lahko tudi dodajajo vrednost, da lahko ohranjajo, razbijajo, vidijo pač potencial, dolgoročni potencial, tudi z vidika vseh pač koristi, ki jih ima ta pridelava za odpornost, za krepitev dohodka, dodane vrednosti, Pa tudi mislim, da je tle en element tega, da je ekološko kmetijstvo pač skladno tudi z družbenimi pričakovanji, se pravi ta konflikt, mogoče tudi notranji konflikt, nekoliko manjši. Tako da smo nekje na 12% površin, na 8% kmetijskih gospodarstev. Zdaj cilj imamo v akcijskem načrtu za razvoj ekološkega kmetijstva do 2027, da bi 2027 prišli na 18%. Tega ne bomo dosegli, če nadaljujemo v takem tempu, kot imamo pač zdaj, kjer je nekako 2% rast letno. Tudi to smo zdaj delali analizo za 2025, kjer imamo na primer na površinah prirast tam nekje 1200 do 1300 hektarjev, pa neto rast nekje 80 kmetijskih gospodarstev. Če bi pa hoteli priti na 18% pa 10%, oziroma 18% površin pa 10% kmetijskih gospodarstev, bi mogli tle zelo močno dati na gas. Tako da jaz mislim, da tega 27 ne bomo nujno dosegli, ampak je pa spodbudno, da gre razvoj v pravo smer. Se pravi, tle bi mogoče pod črto samo omenila to, da politični cilji za ekološko kmetijstvo ne ciljajo na 100%. Mi se tam gibljamo na 18%, EU ima pa cilj 25% površin za 2030. Mislim, da realno nekje do 2040 bi bilo, da tudi v Sloveniji lahko pridemo na 25% površin. Ja, načeloma bi to moglo biti še lažje kot v Evropski uniji, glede na to, da imamo mi na prebivalca manj kmetijskih površin, recimo, ko je povprečje Evrope, se mi zdi. Ja, imamo manj površin, ampak pač zato, da se sektor razvija, potrebuješ eno močno podporno okolje, da se pa to podporno okolje razvije, je pa potreben čas. Pa tudi določen preskok v miselnosti, preskok v celotnem funkcioniranju sistema.
to se pa pač ne postavi čez noč, ampak traja. No, ključna prednost ekološkega kmetijstva pa tega je to, da v končni fazi ohranja zemljišča kakovostna, na dolgi rok, industrijsko kmetijstvo, tisto, kar poznamo iz enih bolj razvitih držav, pa dela puščave pravzaprav iz kmetijskih površin, ne? To je zelo močno rečeno, pač so tudi gradacije, ne, tako ni, v bistvu ta dikotomija ekološko, neekološko, mogoče zastira vse tiste pač nianse na obeh straneh, tako da meni se zdi bolj pomembno, da se pač govori o modelih pridelave pa specifičnih praksah, kombinacijah praks, ki potem ali v pravo smer ali v nepravo smer. Smer pa začrtana s tem, da se ohraja proizvodne vire, ne, tle so zdrava tla, ampak pri proizvodnih virih v kmetijstvu je treba tudi omeniti opraševalce, potrebno je tudi omeniti potem pač ohranjanje kakovosti vode in tako naprej, ja. Pa konec koncev tudi zdravja kmetov, ne. Če pač so kmetje izpostavljeni sintetičnim pesticidom, to na dolgi rok tudi vodi v bistvu riziko za njihovo zdravje, tako da z tega vidika vse, kar lahko naredimo v sistemu preko certificirane ekološke pridelave, kakor tudi preko vključevanja ekoloških praks v druge dele kmetijstva, je korak v pravo smer. Je pa mogoče pomembno poudariti to, ne, da ekološko kmetijstvo za razliko od drugih sistemov oziroma drugih oblik, tudi drugih teh labels, ne, kot je integrirana pridelava, je tisti sistem, ki je certificiran, ki je izredno robusten in transparenten vzdolž celotne verige. Se pravi, tle ima tudi zaupanje potrošnikov je izredno visoko, in uredba EU, ki pač usmerja razvoj, zahteve za ekološko, pa tudi označevanje ekoloških živil, je bila prvič sprejeta že 1993, se pravi, tle je 30 let izkušenj, 30 let postavljanja sistema in sistem ima eno zaupanje in z tega vidika je pač za potrošnika to potem lahko res tisto, ko lahko reče, ja, če kupim ekološka živila, vem, kaj kupujem, no. Tako. No, ker se opraševalcev tiče, mi smo prva država po čebelah, ne, in čebelarjih. Na svetu imamo tudi svoj dan in evropski dan smo spravili skozi. Ampak z opraševalci je pa problem, ne, nasploh tako na svetu, se mi zdi, in tudi pri nas v končni fazi. Tam je prav zaradi pesticidov. Ekološko kmetijstvo tega ne počne in to je prijazno do čebel. Bomo še naprej ostali prva država po čebelarjih? Zdaj, jaz pač nisem strokovnjak prav za opraševalce, ne, kakor razumem situacijo, je pač razlika, ali so opraševanje opravljajo čebele ali pa divji opraševalci, se pravi čmrlji, čebele samotarke. In za produktivnost v kmetijstvu so ti divji opraševalci še bolj pomembni kot pa čebele, kranjska čebela sama. Tako da ekološko pač in populacije opraševalcev, pritisk na populacije divjih opraševalcev se pa seveda en izvor so sintetični pesticidi, ne, drug izvor pritiska je pa tudi to, da je manj pisanih travnikov, manj habitatov, kjer bi čebele divji opraševalci dobili hrano, ne. Tako da tle sta dva ključna pritiska in ja, jaz mislim, da v Slovenija ima po eni strani v narekovajih to srečo, ne, da imamo toliko naravnih omejitev, da ta industrijska intenzifikacija kmetijstva je šla v bistvu ni šla tako daleč, kot je šla na primer v Nemčiji ali pa v kakšni tudi drugi vzhodnoevropski državi, kot na primer Madžarska ali tudi Češka, ne, ampak še vedno pa imamo točkovno mi težave.
z okoljskim odtisom kmetijstva na pač tistih najbolj intenzivnih površinah, kjer je največja obtežba z živalmi ali pa kjer so najintenzivnejše prakse in s tem posledično tudi manj recimo pester kolobar. Tako da točkovno imamo tudi v Sloveniji težave in te točkovne težave je treba nasloviti, na drugi strani pa seveda moramo najti en model razvoja za tista področja, ki jih imamo pa v Sloveniji večino, ne, to so pa pač področja z omejenimi dejavniki, kjer pa intenzivna pridelava tudi ni konkurenčna in teh imamo in moramo iskati modele razvoja za kmetijstvo nasploh, ki bo pač krepilo konkurenčnost preko dodane vrednosti, ne pa preko tega maksimalnega donosa na hektar. In tudi z tega vidika je lahko ekološko kmetijstvo potem tudi zanimivo, ne? Poleg drugih oblik seveda. Ampak lahko tako kmetijstvo prehrani Slovenijo? Vemo, da smo pri samooskrbi prehranski bolj šloh. Zdaj se države pa v končni fazi rangirajo pomoči glede na to, ali imajo dost energije, energetike, ali imajo dost veliko vojsko. In tretja ključna stvar je prehranska varnost. Ja, se pravi, prehranska varnost pa samooskrba sta dve različni stvari, ne. Prehranska varnost samooskrba pač nekako nakazuje, kolikšen del živil, ki jih mi potrebujemo, dejansko tudi pridelamo. Prehranska varnost se pa potem lahko krepi tudi preko tega, da imaš blagovne rezerve, ne, in tako naprej. In pri samooskrbi je tudi treba povedati, ne, da moramo razlikovati, s tem rečem, med navidezno samooskrbo pa dejansko samooskrbo. Če naša samooskrba temelji predvsem na uvozu vhodnih sredstev, kot so mineralna gnojila, fitofarmacevtska sredstva, tudi beljakovinska krma, ne, je to soja, v bistvu soja. Če temelji na tem, potem, če to pač odpade zaradi pretresov tržnih ali geopolitičnih, ne, nam tudi samooskrba zelo hitro lahko pade. Tako da tle je treba to razliko narediti in prav v tem kontekstu potem ekološko lahko tudi zanimivo, ker pač zmanjšuje odvisnost od zunanjih vnosov, ker ekološko kmetijstvo gradi pač na krogotoku, čim bolj zaprtem krogotoku naravni kmetije, ker se poslužuje ekoloških procesov, naravnih sredstev, zato da se krepi donose, ne, in s tem pa seveda ohranja tisto produktivno osnovo, ki je pa ključna za dolgoročno prehransko varnost, ne. Mi, če bomo tla izčrpali, če jih ne ohranjamo, s tem tudi povečamo ranljivost na sušo, ker izčrpana neživa tla ne ohranjajo vode, ne ohranjajo hranil, nimajo mikroorganizmov, ki hranila naredijo dostopna za rastline in tako naprej, ne. In zdaj vprašanje je pa seveda zelo korektno, ne, a lahko ekološko kmetijstvo nas prehrani. Tle bi šla nazaj na tisti osnovni cilj, ki sem ga že omenila, ne, mi ne govorimo o 100% ekološkem kmetijstvu, govorimo o 18% površin. Te površine lahko tudi usmerjaš, na primer, da so pač bolj v tistih nizkoproduktivnih območjih, kjer bi bila razlika v donosih, če bi imel konvencionalno ekološko tako ful manjša, ali pa da jih usmerjaš, na primer, na tista področja, kot so vodovarstvena območja ali Natura 2000, kjer ti pač ekološko tudi veliko več javnih dobrin da in ki omogoča doseganje kakovosti pitne vode, ohranjanje biodiverzitete, ne. Tako da z tega vidika ti potem ostane še zelo veliko površin, kjer se pa lahko fokusiraš bolj na to produktivno funkcijo, ne, in tudi na teh najbolj produktivnih območjih pa tudi vidimo, da ekološko kmetijstvo, če se zadosti vlaga v tehnologije, ne, pridelave, če je zadaj sistem tudi na primer žlahtnjenja, sistem pridelave semen in razvoja sort, tudi ki so specifične za ekološko kmetijstvo, če se na primer aplicira biostimulante, ki krepijo rast rastlin na naravni način, bodisi z mikroorganizmi ali drugače,
če se uporablja druge prakse, tako imenovane ekološke funkcionalne intenzifikacije, ne, napram industrijske intenzifikacije, in funkcionalna intenzifikacija pa poleg teh biostimulantov, izbora sort, pomeni tudi na primer mulčenje, ne, če imaš ti pokrita zaščitena tla, pomeni, da je temperatura pri tleh nižja, stres na sušo, na izhlapevanje pa na sušne razmere je manjši, se pravi, lahko tudi produktivnost prek tega povečaš, pa seveda tudi na primer vključevanje metulnic, ne. Ti imaš lahko en kolobar, kjer imaš samo eno metulnico in je pač ne glede na površine, na tla, kakorkoli, ti isto metulnico povsod seješ, lahko pa pač na osnovi raziskav ugotoviš, okej, na takih tleh, v teh bioklimatskih pogojih ima na primer soja boljši učinek, kar se tiče sekvestracije, oziroma črpanja dušika, na teh ima pa recimo fava ali pa ima grah večji učinek. In tle zadaj v Sloveniji ta sistem v bistvu raziskovanja ekološko-funkcionalne intenzifikacije v kmetijski pridelavi, seveda nastavki so in tudi nekateri raziskovalci delajo že zelo dobro in je tudi že napredek na tem področju, ampak če primerjamo na primer sredstva, ki jih mi kot država vlagamo v kmetijstvo, ne v biotehnologijo, ampak v agronomijo, v zootehniko, v tudi ekološko, agroekološko pridelavo, ne, je v primerjavi z Nemčijo, z Avstrijo veliko manjši. In tukaj če želimo res dolgoročno prehransko varnost, moramo mi vlagati tudi v sistem raziskav, pa v sistem prenosa znanja tudi za te ekološko-funkcionalne pristope, za krepitev produktivnosti. Odlično. In na koncu bo treba še nekako poskrbeti za to, da bojo tržno uspešni ti pridelki oziroma izdelki iz kmetijstva, ne? Ker zdaj morajo tekmovati, ne vem, s krompirjem z Egipta, s pšenico, ne vem, od kje vemo, kako so se ustavile te menjave blaga, ne, pa to, te dobavne verige. Kako poskrbeti za to, da bo to lahko, a je to samo v glavah ljudi, ali? Ne, to zahteva, za sabo potegne tudi celovit pristop v razvoju, v politiki, ne. Absolutno. In celovit pristop podpore ekološkega kmetijstva pomeni, da ne podpiramo samo preko neposrednih plačil na hektar, ampak podpiramo preko ukrepov, ki nam razvijajo celotno verigo. Prav, po eni strani moramo več vložiti v razvoj tehnologij pridelave, v prenos znanja, zaradi tega, da bodo ekološki kmetje sčasoma še več pridelali na hektar, ne, pa da bojo ti donosi stabilni, primerne kvalitete za uporabo, potem tudi na primer v peki kruha itd. To je ena stvar. Poleg tega pa potrebujemo pač, da funkcionirajo verige. In to nimamo težavo v Sloveniji samo pri ekološkem, tudi nasploh. Premalo smo v zadnjih 20 letih v to verigo res vlagali, ne. V zadnjih 2 letih na ministrstvu se misli, da se res trudimo tudi v to smer postavljanja verig pri ekološkem, pa konkretno pomeni, na primer, mi imamo zdajle v Prekmurju kar dobro veliko število ekoloških kmetov, ki so tudi v zadnjih letih povečali donose, pridelajo žita, ampak ni pa skladišč, da bi ta žita shranili, in zato so oni primorani na začetku prodati žita v Avstrijo, ne. In se pravi, če hočemo mi, da to žito pride do krožnika v javnem zavodu ali v slovensko gospodinjstvo, mora biti kot ključen korak tudi skladišča, ker če v verigi ti lahko samo ena stvar manjka, pa se ti veriga podre. In z tega vidika smo tudi zdajle tako, pač v zadnjih 20 letih v razvoj ekološke verige nismo dosti vlagali. Zdajle imamo glih eno javno naročilo v objavi, kjer pa želimo glih
en tak preskok narediti, da se začne bolj povezovati v različnih verigah ekoloških živil, tudi da se ta kapaciteta za povezovanje, pa da se tudi znanje, kaj to pomeni recimo v predelavi ekoloških živil, da se izboljša znanje, pa tudi dostop mogoče do tehnologij in tako naprej. In na drugi strani se pa zavedamo, da je treba krepiti tudi povpraševanje, ne. Moraš imeti potisk, pa moraš imeti povpraševanje. Se pravi, povpraševanje pa sta pa dve ključni stvari. Eno so javni zavodi. Javni zavodi so eden zelo velikih institucionalnih odjemalcev, ki lahko garantirajo stabilen odjem iz enega leta v drugo in na tem lahko potem eno stabilnost sistema postaviš in so pomembni ne samo za ekološko lokalno pridelano hrano, ampak nasploh za slovensko hrano. Da pa pride do odjema, moraš pa tudi povečati v bistvu zmogljivost teh javnih zavodov, ne, in pripravljenost v bistvu kupovati izdelke, ki mogoče stanejo nekoliko več, ampak imajo zaradi tega določene koristi, pa tudi jim pokazati, kako pa mogoče s temi omejenimi sredstvi, ki jih imajo, vseeno lahko prideš do lokalnih izdelkov, ki nekoliko več stanejo. Tle je en zelo velik vzvod, je tudi zmanjševanje odpadne zavržene hrane. Mi smo dobili, zdaj to je anekdotni podatek, ne, da javni zavodi na leto v bistvu dajo od tistih najmanjših, 300 evrov na leto do tistih največjih oziroma manj učinkovitih do 10.000 evrov na leto za odvoz odpadne hrane, zavržene hrane. To so kar stroški. To so stroški in to so dvojni stroški. Za surovino plačaš, pa plačaš še za odvoz. Se pravi, če se jedilnik, če se poklopi vse, kar je pač treba, da se poklopi, zato da otroci jejo hrano iz dobrih surovin, da je ta hrana res okusna, ne, pa da ni zavržena, potem smo tle naredili en zelo velik korak. Pa še to se moramo zavedati, da preko teh obrokov v javnih zavodih mi krepimo tudi odnos do hrane, krepimo odnos do kmetijstva in če smo mi na odprtem trgu, če imamo mi državljane, ne rečem je samo potrošnike, ker se mi zdi, da nismo samo potrošniki, smo tudi državljani, smo tudi starši v svetu staršev, ki lahko pritisne na šolo zaradi tega, da na primer zagotovi, da res dosega 15% eko, 20% iz shem kakovosti. Smo tudi, ne vem, če je človek aktiv na lokalnem nivoju, aktiven v občinskem svetu, lahko spodbudi občino, da javni zavode temu namenijo več. Se pravi, kot državljani imamo mi lahko en pozitiven doprinos k tudi temu ozaveščanju, pa k temu rekla lokalpatriotizmu, ne. Patriotizem je včasih tako negativno se sliši, ampak v tem primeru je pa res ta lokalpatriotizem, da podpiramo slovenske pridelovalce, tudi slovenske ekološke pridelovalce, res tista ključna varovalka proti vsem tem negotovostim pač in tem odprtem trgu. In na tem mislim, da moramo v celem sistemu več narediti, da bo to okrepljeno. To ste delali tudi na delavnicah s kuharji, ne? Točno. Glavnimi. Pravzaprav zdaj prihaja ven, da so visoko predelana živila podobno škodljiva kot cigarete, ne? Ja. In zdaj prihaja do pobud, da bi visoko predelana živila tudi nekako bila obremenjena z različnimi dajatvami, da bi skratka bi postala dražja, ne? Mogoče je to priložnost tudi za ekološko pridelana živila. Ja, mi smo v Sloveniji se teh finančnih instrumentov do zdaj nismo toliko posluževali, ne. V tujini so tudi, bom rekla, ti instrumenti so politično zelo zahtevni, ne. Absolutno. Veliko lažje je v bistvu preko tega, na primer, da DDV za zdrava živila znižaš, kot pa povečati DDV za nezdrava živila, ne. Ampak vsekakor je ta mehanizem
DDV-ja, davčne politike lahko tudi en pomemben skupek te prehranske politike, ne. Ni, ker govorimo o kmetijstvu, ampak na kmetijstvo vpliva tudi prehranska politika, moramo v bistvu govoriti obeh stvarih skupaj. Če pa se že ne moš posluževati teh bolj politično zahtevnih, se pa lahko poslužuješ stroškovno zelo učinkovitih drugih instrumentov politike in taka praktična izobraževanja, kot ste omenili, ne, preko kuharjev, preko tega prenosa dobrih praks, da se znotraj sistema izkoristi vse možnosti, da se res čim več lokalnih ekoloških izdelkov živil pripelje, to je pa potem v bistvu tak low hanging fruit, ne, ki ga lahko zelo hitro izkoristiš, ja. Ste pa, mislim, to, ko ste omenili, ne, to politično, davčno politiko, prehranjevanje sigurno ima zelo močne javnozdravstvene posledice in tle niso samo visoko predelana, tle so tudi energijske pijače, na primer, ne. Pa sladkor. Pa sladkor, ja. Pa to, da na primer pojemo premalo vlaknin, ne. In premalo zelenjave, premalo sadja. In tukaj zelo aktivno tudi sodelujemo z Ministrstvom za zdravje, ki zdaj pripravlja novo strategijo za dober tek 2 ali 3, saj ne vem točno, ampak tudi v smer tega, pač predvsem tudi premika od tega, da mislimo, pa slišimo, ne, da potrošnik je kralj, do tega, da je treba usmerjati prehransko okolje, ker tudi raziskave vedenjske pokažejo, da ozaveščenost sama po sebi te pripelje en korak naprej, če pa hočeš, da ljudje dejansko to ozaveščenost potem v spremembo vedenja, morajo biti pa tudi drugačne in bolj zdrave izbire na voljo. Absolutno. Pa če pogledate, ne, kakšno, recimo, če si hočeš kupiti en sendvič s polnozrnatim kruhom v okolici železniške postaje, se moraš zelo potruditi, pa ga dolgo časa iskati, ne, na primer. Ja, to je kaj s prometom, ne, pravijo. Najprej mora biti to, pa je lahko to. Ampak prihajajo tudi podnebne spremembe in slišali smo za pozebe praktično vsako drugo leto, poplave smo imeli, ki je prineslo onesnaževala na tudi najboljša kmetijska zemljišča. Kako zaščititi proizvodnjo pred temi učinki? Eno so čisto pač te tehnološki pristopi, kot so zaščita pred točo, tudi, ne, mreže, namakanje, seveda, ne, če je rastlina non-stop pod stresom, tudi ni zdrava, ni odporna na škodljivce itd., plus nima donosa, ni takega donosa potem na hektar, se pravi namakanje, zaščita s točo, tudi v bistvu te instrumenti, ki upravljanje tveganja, kot so zavarovanja, ne, tudi diverzifikacija v bistvu kmetij, zaradi tega, da recimo, če različne kulture pridelujejo, pa je ena kultura ali pa ena površina še posebej prizadeta, še vedno se lahko uprejo na druge kulture, se pravi ta diverzifikacija, tudi večja odpornost, pa seveda pač te vse agroekološke prakse, kot so kolobar, ki povečuje, ki izboljša zdravje tal, ki izboljša infiltracijo vode v tleh, ne, kar pomeni, da so tudi potem, da je dostopnost vode v sušnih obdobjih daljša, ne, da so rastline manj pod stresom do teh biostimulantov, ki tudi krepijo rastline proti tem biotskim, biofizičnim stresorjem, tako da to je vsekakor pač skupek različnih instrumentov pa strategij prilagajanja. Ekološko absolutno tle ima tudi pomembno vlogo zaradi tega, ker krepi odpornost na različne načine. Ja. Absolutno. Vaša ministrica je omenila še rastlinjake, to je verjetno najbolj konkretna zaščita pred vremenskimi vplivi in tudi to omogoča recimo
poznejše te sezone, pa zgodnejše sezone, pa več sezon pridelave. Kaj menite o tem? A je to skladno z ekološkimi standardi? Absolutno rastlinjaki, tudi ekološki kmetje imajo rastlinjake, ne? Tako da mislim, da razlika pri rastlinjakih je potem tisto vprašanje, pač, a so to rastlinjaki, kjer je rast poteka v tleh, ali so to rastlinjaki, kjer rast poteka v substratih. Mi na žalost v Sloveniji nimamo ene take celostne life cycle analize, ki bi za različne sisteme pridelave naredila res okoljski odtis, eksterne stroške, pozitivne vplive, ne? Nemci kot družba pa, ki je toliko večja, ki ima toliko več finančnih sredstev, so take stvari že delali, mi tega še nismo, tako da za slovenski kontekst pač te primerjave nimamo, lahko rečemo samo pač bolj, ko je nekaj neodvisno od eksternih inputov, pa od uvoza eksternih inputov, tudi bolj je to odporno, ne. Zdaj jaz o sami hidroponiki ne vem dovolj, samo to vem, da pač je treba biti previdno, na primer pri substratih, če se uporablja šotne substrate, kar pa velja in za hidroponiko kot za druge pridelave, ne, šotni substrati imajo tudi učinek na ogljični odtis, ker je pač to prihaja iz mokrišč, ko se sušijo za potrebe potem pridelave v vrtnarstvu in tako naprej, je tle tudi vprašanje trajnosti, ne, ampak absolutno pa rastlinjaki so eno pomembno orodje, ki lahko nam krepi tudi to odpornost. Ja. Odlično. V ekološkem kmetijstvu verjetno niso samo rastline, ne? Je tudi kakšna žival, oziroma pa meso, pa mlečni izdelki. Ja. Mi smo, ko slišim, samooskrbni z mesom določenih vrst. Najslabše smo pa samooskrbni s svežo zelenjavo. Ja, ker imamo tudi najmanj površin namenjenih pridelavi sveže zelenjave. Tle je zelo pomembno, jaz pač glede na tudi na vse vele diskusije v javnosti, se mi zdi zelo pomembno pač poudariti, ne, da v ekološkem kmetijstvu je to prepletanje živalske proizvodnje pa rastlinske proizvodnje osnova za krogotok na kmetiji. Ja, saj. Tako da je pa res, da nasploh ekološki potrošniki, ki uživajo ekološko hrano, to vidimo iz raziskav v Franciji, na primer, po večini jejo nekoliko več rastlinskih živil, pa tudi na primer drugih vrst beljakovin, stročnic in tako naprej. Zdaj, zakaj? Težko rečem točno, ne, samo lahko, da to ima tudi zvezo z ceno, ne, ker je pač razlika v ceni, mogoče pri mesu pa pri mlečnih izdelkih malo večja kot pri zelenjavi, samo to pa ne pomeni, ne, da ekološka živinoreja ni pomembna, absolutno je pomembna tudi v slovenskem kontekstu. Gre za eno pač uravnotežen pristop, ki ima potem tudi koristi širše za pridelavo. Ja. No, še eno vprašanje, pa sva na katero stojenco na tržnici naj grem zdaj po svežo solato. Recimo, ali pa karkoli drugega. Ne smem enega kmeta izpostaviti, jaz vam lahko rečem, kam jaz hodim v Škofji Loki na tržnico. Ampak kaj je njegova značilnost? Recimo, kaj je značilnost te stojence? Ja, tako, kmetje, ki prodajajo direktno, ne? In zaenkrat zelo velik procent ekoloških kmetij v Sloveniji prodaja direktno. Imajo ponavadi zelo širok pa pester nabor zelenjave, in ta zelenjava je ponavadi sezonska. Tako da pač sredi zime ne boste našli paradižnik pa kumarice, ampak boste našli pač zelje, repe, druge gomolnice, ne.
Tako da to, če greste in v Ljubljani, v Škofji Loki imamo ekološke kmetije, tudi drugje po Sloveniji, sigurno se bo našla kakšna stojnica z zelo pestro ponudbo zelenjave, mlečnih izdelkov, mesnih izdelkov in tako naprej. Ja. Je pa pomembno, da seveda pripeljemo verigo toliko daleč, da ni treba iti samo v soboto na tržnico, da priješ do ekoloških, ampak da je pač ta slovenska ekološka zelenjava in meso in mleko dostopno ljudem tudi v trgovskih verigah, pa na krožnikih, v javnih zavodih, in v to smer se trudimo. Pa v to smer tudi nakazuje akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva. Odlično, ker to povečuje tudi prihodek, se mi zdi, ekološkega kmeta. Če tekmuje v trgovini, mu zbijajo cene, tako pa dobi tisto, kar si zasluži. Ja, s tem, da tudi pač v trgovini lahko pač preko pravičnih praks, preko združevanja na strani proizvajalcev si lahko tudi izboljšajo potem pogajalsko moč. Tako da sta pač dva načina usmeritve. Tisti bolj specializirani v nekaj proizvodov, pa tisti, ki so mogoče bolj diverzificirani, ponujajo širši nabor, pa bolj direktno. Pa pač večje kmetije se bolj usmerjajo v to bolj specializacijo, manjše kmetije pač s širokim naborom iščejo svoje prodajne možnosti, pa vir dohodka. Odlično. Hvala lepa. Jaz mislim, da je ostala še kakšna tema za obdelati ob slovenskem kmetijstvu, ampak ne bo to za zdaj to. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za pogovor.